Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o KGB-ju, o ruski obveščevalni in protiobveščevalni službi. Od svojega začetka in vse do konca Sovjetske zveze je bil KGB vidna sila v sovjetski politiki in družbi. Njegove mojstrske tajne obveščevalne operacije in sabotaže na tujih tleh so utrdile status velesile Sovjetske zveze. Vendar je njen neusmiljeni pohod proti sovjetskim sovražnikom močno omadeževal njen ugled v Sovjetski zvezi. Ko je predstavnik Sovjetske zveze Nikita Hruščov poskušal zamenjati NKVD, Ljudski komisariat za notranje zadeve, ki je deloval pod Stalinom, kar je diktatorju omogočalo vzdrževanje oblasti in izvajanje čistk v Sovjetski zvezi v poznih 30 letih, ko je na milijone ljudi poslal v taborišča. Zelo poznan ustanovitelj NKVD-ja je bil Železni Feliks, ki je s svojimi ljudmi ponoči vdrl v ruska stanovanja in notranje sovražnike pokosil z mitraljezom ali pa jih odpeljal na mučenje. Novo ustanovljeni KGB, Odbor za državno varnost, je bil zasnovan tako, da je bil odgovoren sovjetskemu političnemu vodstvu, čeprav je bil formalno podrejen svetu ministrstev, vladi Sovjetske zveze, ki je imela manj moči od centralnega komiteja komunistične partije. Uradni namen KGB-ja je bil zaščititi socialistično državo in idejo pred posegi zunanjih in notranjih sovražnikov, ter zaščititi državno mejo Sovjetske zveze. V praksi je novo ustanovljeni varnostni aparat postal meč in ščit političnega vodstva države. Njegov razlog za obstoj je bila zaščita centralnega komiteja, zagotavljanje stabilnosti političnega sistema Sovjetske zveze, zatiranje opozicije in sovražnikov, zbiranje obveščevalnih podatkov in nadzor protiobveščevalnih dejavnosti v Sovjetski zvezi, izvajanje tajnih operacij v tujini in varovanje sovjetskih mej. Strukturno je bil KGB organiziran v 10 glavnih direktoratov, 5 posebnih podružnic in nekaj upravnih oddelkov, ki naj bi olajšali delo ostalim. Vsak od glavnih direktoratov je imel svojo ozko specializacijo. Različni direktorati so upravljali na videz nepovezane varnostne zadeve, ki so skupaj oblikovali celovit pristop k varnosti znotraj in zunaj Sovjetske zveze. 7. glavni direktorat je bil na primer zadolžen za nadzor. Agenti direktorata so spremljali tuje diplomate, kamorkoli so šli v Sovjetski zvezi. V temu direktoratu je sodeloval tudi naš stari znanec, Vladimir Putin. Skratka, 7. direktorat je bil oči in ušesa KGB-ja v Sovjetski zvezi. KGB je bil znan po svojih zelo kreativnih metodah prisluškovanja osebju ameriškega veleposlaništva v Moskvi. Nekoč so sovjetski agenti uspeli spremeniti pisalne stroje, ki jih je uporabljalo osebje veleposlaništva. Za ameriške diplomate so bili prisluškovalni pisalni stroji le vrh ledene gore. Celotna zgradba je bila polna skritih prisluškovalnih naprav. Ko so Rusi v poznih 70 letih prejšnjega stoletja zgradili novo ameriško veleposlaništvo v Moskvi, ga je KGB napolnil s prisluškovalnimi napravami, že v fazi zidanja. Toda v ospredju boja Sovjetske zveze v hladni vojni z Zahodom je bil glavni direktorat znan po svojih razvpitih vohunskih krogih in visoko tveganih tajnih operacijah v tujini. Nekdanji direktor CIA, Allen Dulles, je nekoč opisal KGB kot več kot organizacijo tajne policije, več kot obveščevalno in protiobveščevalno organizacijo, je instrument za subverzijo, manipulacijo in nasilje, za tajno posredovanje v zadevih drugih držav. Dejansko so agenti KGB-ja kar nekajkrat posegli v tujino in na več načinov vplivali na potek hladne vojne. Zelo znano je celotni javnosti, da je agent KGB-ja Bogdan Strašinski ubil 2 protisovjetska ukrajinska nacionalista, ki sta se skrivala v zahodni Nemčiji, z dovršeno pištolo s strupenim plinom, ki na žrtvah ni pustil znakov prisilne smrti. Špekuliralo se je, da je KGB morda pomagal bolgarski tajni policiji pri umoru pisatelja Georgija Markova, ki je leta 1978 umrl v Londonu nepojasnjene smrti. KGB je sodeloval tudi v obsežnih operacijah v tujini, vključno s tajno operacijo za napad na dobro zaščiteno palačo Tajbek v Kabulu
in umor afganistanskega voditelja Amina, da bi leta 1979 povzročila spremembo režima v državi. Predtem je agencija igrala ključno nalogo pri zatiranju madžarske revolucije leta 1956 z aretacijo nekaterih njenih voditeljev. Na vrhuncu hladne vojne je KGB vodil vohunske kroge in mreže obveščevalcev po različnih delih sveta. Agencija je aktivno delovala na tleh Združenih držav Amerike in rekrutirala ameriške vojaške častnike in obveščevalne agente, da bi tako prenesli ameriške vojaške skrivnosti v Sovjetsko zvezo. Obdobje KGB-ja se je končalo z razpadom Sovjetske zveze leta 1991. Padel je tudi kip železnega Feliksa, ki pa danes spet stoji pred stavbo ruske obveščevalne službe. Zloglasna varnostna agencija, ki je 37 let varovala interese komunistične partije znotraj Sovjetske zveze in v tujini, je bila razpuščena in nadomeščena s sodobno zvezno varnostno službo FSB, ki je podedovala številne funkcije KGB-ja v sodobni Rusiji. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.